Torej, današnji jutranji klepet je namenjen tematiki, da imamo vse super, naprimer super ponudbo, ampak ni kupcev. Kaj narediti oziroma zakaj sploh pride do tega? In v bistvu je zelo preprosto zdaj, če si predstavljamo, da imamo neko restauracijo z najboljšimi jedmi, res vrhunsko, super postrežbo, vse je super, ampak če nihče ne ve, da obstajamo, ali pa da smo recimo imamo to restauracijo na neki lokaciji, kjer ljudje ne hodijo mimo, kjer se ne vozijo mimo, torej na neki skriti lokaciji in sploh ne vedo, da obstajamo, potem lahko imamo seveda problem, da ne bomo imeli strank. Zato je zelo pomembno, da zraven tega, da imamo super ponudbo, da imamo vse tipi topi, da poskrbimo res dobro za stranke in tako naprej, da se vprašamo tudi nekaj vprašanj oziroma da pogledamo, torej, kje je težava. In kaj lahko narediš, je, da se v bistvu vprašaš, ali v resnici rešuješ dovolj velik problem, za katerega so ljudje potem tudi pripravljeni plačati. Velikokrat recimo se sploh, ko smo na podjetniški poti, se zgodi, da se nam recimo zdi nekaj zelo super ali pa zelo potrebno, ali pa že vemo, da bi recimo, ker pač si recimo strokovnjak na svojem področju ali pa strokovnjakinja, da bi neka zadeva tvojim potencialnim strankam še bolj nekako rešila problem, bi šlo bolj globoko in tako naprej, ampak potencialne stranke pa tega mogoče ne vidijo. Zato res se moramo vprašati, ali sploh ponujamo tisto, kar iščejo, in potem damo tisto, kar zares potrebujejo, in pa ali res rešujem dovolj velik problem, za katerega so ljudje pripravljeni plačati. Ker včasih je lahko tudi ponudba super, luštna, fajn, ampak jih mogoče problem ne žuli tako zelo, da bi v bistvu bili pripravljeni karkoli investirati. In vemo, kadar je ponudba nekaj, kako bi rekla, kot neki painkiller, torej ki takoj reši problem, in to je problem, ki nas zelo žuli, bomo seveda pripravljeni plačati več in takoj. Če pa je nekaj, kar je pač fajn imeti, pa lahko v bistvu do prodaje pride manjkrat in pa dlje časa tudi traja. Potem drugo vprašanje, ki želim, da si ga mogoče razmisliš o njem, je, ali uporabljaš prave besede in vizualije, da te opazijo prave, torej tvoje idealne stranke. Torej, da že vizualno sporočamo oziroma pritegnemo prave stranke, moramo seveda imeti prave stranke oziroma določeno, koga sploh targiramo, oziroma kdo je naša idealna stranka. In ali uporabljamo sporočila, ki jih bodo sploh slišali, ali govorimo v njihovem jeziku, da bodo sploh nam dali pozornost. In tako naprej. Se pravi, besede in pa vizualije, ali pritegnejo ta prave ljudi. In tretje vprašanje, ki bi bilo fajn, da si ga zastaviš, je, ali dosegaš dovolj veliko in pa pravo publiko. Kaj to pomeni? Primer, če imamo na družabnih omrežjih, 10 tisoč sledilcev in noben od teh ni naša idealna stranka ali pa zelo malo, potem nam ta številka ne pove kaj veliko. Zato se je fajn, da se vprašamo, ali res, dosegam pravo publiko, je sploh dovolj velika, da lahko pride do prodaje, ki si je želi. Ker običajno, če pogledamo, kakšna je naša konverzija, recimo na spletnih straneh je recimo konverzija tam 5%, zdaj seveda je čisto odvisno, to je nekako tako povprečno, Če želim 5% konverzijo, ali dosegam torej sploh dovolj veliko občinstvo, da se jih teh 5% lahko sploh konvertira v idealne stranke. Če so te številke premajhne, potem seveda ne more biti takšna prodaja, kot si jo tudi želimo. Potem naslednje vprašanje, to je četrto, ki bi bilo fajn, da ga pogledamo, je, ali stranke razumejo, kakšne rezultate bodo dobile. Včasih si mislimo na eni strani, ali o rezultatih se sploh ne govori, ali pa na drugi strani se predvideva, da saj stranke itak vejo, kakšne bojo imele rezultate. In to ni res, oziroma tudi če vejo, jih je fajn, da jih spomnimo, da jih obnovimo, da
skratka, da jih res opomnimo na naše super rezultate, ki jih bodo imele, in da o tem velikokrat tudi govorimo. Ker velikokrat lahko rečemo, to velikokrat vidim, ja, se boš naučil te pa te metode. In potem, če ne povemo, zakaj bi to si stranka sploh želela, zakaj bi to bilo zanjo dobro, potem mogoče veliko ljudi niti ne bo začelo povezovati, zakaj bi si sploh želeli to imeti. In že samo s temi trikci, če tako rečemo, pač dobronamernimi trikci, lahko naredimo ogromno in bo tudi se poznalo seveda na prodaji. 5. vprašanje je super simpel, ali je nakup dovolj enostaven, da sploh pride do nakupa. Ali imamo za vse poskrbljeno, da je res simpel, da poteka brez napora, da stranka točno ve, kaj mora narediti, torej, da pride do nakupa. In pa 6. vprašanje, ali jih z dostavo oziroma ko jim pač dostavimo ali izdelke ali pa storitve, pač dostavimo, jih takrat navdušimo, da nas mogoče priporočajo še naprej. Ta korak marsikdo zanemarja ali pa misli, da ni potrebe, ker če zapakira ta izdelek pa ga pošlje po pošti, je to, ali pa če izvede te storitve, kar je bilo obljubljeno, da je to. Če pa imamo tukaj mi že vgrajeno nekaj, da bomo še bolj navdihnili, presenetili, torej dali več, kot je bilo obljubljeno, pa bomo definitivno lahko naše stranke še bolj navdušili, kar jih bo še mogoče bolj spodbudilo, da ali nas priporočajo naprej, ali se redno vračajo. Skratka, lahko naredimo tudi ta krog oziroma na tej točki zelo veliko, da se prodaja poveča. Torej, za zaključek bi rada samo to povzela, da v bistvu ni dovolj samo to, da če nekaj ustvariš, kot je ponudba, pa če daš nekaj na trg, da bodo kupci sami prišli, razen če imaš res ogromno publiko, ki že tako ali tako vse kupi od tebe, potem gre, za večino ostalih pa moramo narediti še kakšen korak naprej. Tako da, upam, da ti je danes jutranji klepet malo pomagal do tega, da lažje ugotoviš, kje je problem v tvojem poslu, da ne pride do željene prodaje.